ko se zabavamo. Da smo v naravi, da pač nimamo pouka in da sem s prijatelji. Se zelo namučaš, pa nimam jih kaj dosti ravnotežja. Ful brzine imaš, pa se težko ustaviš. Pač moraš imeti veliko ravnotežja. S palicami in smučmi si pomagaš. Večina mladih, ki je danes z nami tukaj, je tek na smučeh v okviru akcije Šolar na smuči preizkusilo prvič, tako kot jaz. Gremo enostavno v špuro, noge so v širini bokov, ravno tako roke delajo ves čas eno in isto pot, samo naprej in nazaj. Potem pa druga pomembna, teža je vedno rahlo naprej, ne nazaj, ker nazaj nas hitro potem odnese na zadnjo plat oziroma na hrbet, tako da rahlo kolena pokrčimo in to je ta pozicija. Super, mogoče Mateja samo še pogled je vedno usmerjen naprej, v smer teka, tako da lahko kar poskusva prvi element. Glavni namen akcije Šolar na smuči je spoznavanje alpskega smučanja in teka na smučeh. Predvsem je pomembno, da na snegu poskrbimo tudi za varnost. Da se ne smeš prerivati in da ne smeš porivati drugih sošolcev. Pri teku je mlade spodbujala nekdanja vrhunska športnica in ambasadorka projekta Šolar na smuči Petra Majdič. Verjamem, res iskreno verjamem, da je to eden najlepših in najbolj bazičnih osnovnih športov, ki ti nudi vse. Ne vežete z opremo, nudi vztrajnost, vzdržljivost, na drugi strani pa tudi adrenalin. Adrenalina pa ne manjka niti pri navijanju za naše zimske olimpijske junake. Zelo sem vesela, da smo dobili neki medalj. Z dedjem gledava ali pa z očjem. Pa Slovenci ponavadi zmagujejo. In za njih navijam. Medalje, veselje, druženje, narava, gibanje. Razlogov je dovolj. Šolar na smuči.